Tukaj sta la bella e la bestia. Dobro jutro. Dobro jutro, ciao belli, ciao bellezze. Sedite 2 minute, danes je 14. februar, Valentinovo. In imamo 8 in 3 minutke, kar pomeni, da sta z nami že nagrajenca našega Valentinovega na Caprisu. Dobro jutro, obema. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste vstali danes? Andrej in Sašo, ne? Jaz sem slab z imeni, če bom fejlo, dajte me popraviti. Kako ste vstali danes, zaljubljeno? Kaj lepo se držijo za roko, samo kaj beli, čo? Še jaz moje žene ne drži za roko, ker bo hoditi. Reče, pes mi to roko. Kako ste vstali? Zelo nervozno. Nervoz, zakaj? Trema? Malo, ja. Malo, no dobro, to bomo rešili, ne se sekirati. Danes že zelo zgodaj zjutraj so vaju pobrali z enim avtomobilom. Ja, zelo lep. Je lep. Super. Iz trgov ABC, seveda ga boste imela ves dan na uporabo, tako da lahko boste šla okrog. In seveda ta Renault Austral vas bo odpeljal tudi na kakšno tortico, v kavarno Zvon. Na to se boste razvajala v VIP savni oazi in na koncu zaključila seveda v Rizi Bizi. Se veselite današnjega dne? Ja, super. Zelo, zelo. Predvsem imam eno vprašanje, kako sta preživela lani Valentinovo? Zdaj pa razmišljam. Lani čist normalno, zjutraj so vstala, naredila zajtrk, sva se počastila vsak drugega z darilcem in šla potem v službo. Tako da nič kaj tako. posebnega. Torej Mislim, danes da je bolj zvečer sva šla posebno. Na večerjo. Na večerjo sva šla in Sašo, povej mi, je še vedno toliko romantike, da nosiš zajtrk v postejo? Delaš te American pancakes in pol poliješ z jagodo. Ne, lih tako, vsako jutro pa ji naredim zajtrk. To pa res. Mamma mia, pridem. Madonna. Pridem. Ne stoj toliko govori danes, ki pol mi doma moramo poslušati, može, ne stoj vse povedati. Ti Ste reče, da slišali, narediš neki Pope? na žvelto. Treba naj takega, Ja. da vsako jutro dela zajtrk. Ja. Mi damo... Ja, pa jaz sem ga našla. A ti si ga našla, ti si vrgla vabo. Ja, Opa, lala. Pupe, nič, danes one samske mečne vabe okrog. Kaj da vam Javajte, v morje. Mi nadaljujemo s hiti, ker imamo še eno presenečenje, to pa slišite že po enem hitu. Radio Capris. Številka 1 na obali. It's me, hi, Taylor Swift. In uspeh, in suzi. Ja, In mi nisva nismo sami, sama. tako. 8 oziroma 9 minut je in z nami sta tudi Andreja in Saša. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro, evo naše nagrajenci so prišli, ki grejo uživati. Ja. Ne? Mi ne bi Vse. radi jim kradli to jutro, dragoceno, neki mal plan, dober plan, čez cel dan. Se je treba naučiti kaj iz tega plana. Ja. Uspeh, Se zapomni prijavi drugo leto. V glavnem, Andreja, povej, kako ste se vidva spoznala? V bistvu je bilo tako. Jaz sem delala na bencinski črpalki in še zdaj se spomnim, to je bilo popoldan, ko je prišel Saša noter na bencinsko črpalko. In takrat v bistvu je bil sam noter in jaz. A ne? Sama sta bila? Ja, pa še moj sodelavec ali sodelavka, ne vem točno. No in v bistvu on je bil ful zmeden. On je laufal med policami, ni vedel, nekaj iskal. In pa sem ga jaz malo pozvala, bil je res tako prikupno zmeden, je laufal med policami. In pa sem ga pač vprašala, če mu lahko kaj pomagam, a ne? In je pač rekel, da išče darilo za svojo drago. Pa Sašo, vse ja, samo tu nisi smel reči, samo tu ne. Dobro, ali takrat nista se dala skupaj, ne? Ne. V bistvu videla sem se še pol, pač, ko je prišel tankat, sem se še pač videla tako, spregovorila par besed. In pa sem pa tudi jaz nehala delati na tej benzinski črpalki, tako da v bistvu najine poti so se rešle. Ok, in kdaj sta spet se videla? Po letu pa pol so se videla na urgenci. Super. Naju je usoda spet združila. To je sreča v nesreči. Namreč v bistvu jaz sem prišel na urgenco, ker sem imel pač tako imenovane motoristične probleme. Pa videl na punco tam, ki je od zunaj bila in sedela.
tako sključena, ampak jaz sem šel noter, ker sem imel napotnico, so me spustili noter in čakal tam v tej pred triažo in kar naenkrat slišim po zvočniku pohlen in čokelc v triažo. Torej, dve neznani osebi so istočasno poklicali v triažo, ker je ena triaža, kar bom rekel, se mi je zdelo zelo, zelo nenavadno. Potem sem pa pomislil, ta priimek pa nekje pa poznam. In res potem sem, ko sem šel jaz sem šel dejansko noter v triažo, medtem ko druga sestra je prišla z druge strani pa rekla, da Andreja je od zunaj, ki čaka z bolečinami in je tudi potrdila, da je Andreja, torej sem bil potrditev, da je ta prava, ker lahko teh priimkov je tudi več. No in nekako potem so se šla, jaz sem šel v svojo ordinacijo na svoje in potem, ko sem prišla ven, sva nekako se srečala, dala besedo. Takrat sva že bila, bom rekel, oba prosta, samska. Jaz sem zaključil pred kratkim mojo vezo, ona tudi. In besede dalo besedo in so se potem maček začokolala. Potem je ona dobila izvide, ona je šla, jaz pa, ker sem bil tam na drugem čakalnici. Si čakal še izvide? Nisem slišal, da so me poklicali na moji čakalnici izvide. Kaj dela ljubezen? Ja, in potem še čakal 4 ure, sem še čakal tam. In tam je šlo hitro, so šli noter ven in čakam. In potem, ker sem imel tudi tisto raketo, to užili, to nisem mogel kariti. In potem, ko je bila že, 6-7 ura, sem se eno vprašal sestro, kaj se dogaja. Pa rekel, ja, mi smo mislili, da ste šli vi že domov. Pa smo vam dali z njo. Ja, smo vam dali smo dali Andreji izvide. Po pošti, da bi vam poslali izvide. Ampak sem rekel, imam še to noter, morate vzeti ven. Tako da si ta dan dobro zapomnim. In potem nekako sva začela to najino zgodbo. To je zdaj uradna zgodba, še zdaj neuradna vemo, da si podplatil tam v bolnice, da so zrihtali, da so se kar magično najdli vid vas, kar ko boste si je zlomil prsta za vid 2 medicinske sestre. Tako se da... zgodi nekaj dug. Lepo. Ampak, ko si ti njemu pomagala najti na benzinski črpalki, zdaj pa Saša povej, za koga si kupoval rožo? Za bivšo ali za mamo? Ne. Moram biti iskren, ker najino zgodbo že vejo marsikdo. Za mojo takratno partnerko, ki je imela naslednji dan rojstni dan, sem izbiral eno rožico. Dobro. Ja, samo mene zanima, kdaj grejo moški po rožo na benzinsko? Ko pozabijo, ne? Jaz sem šel eno tanka na pošto, v tabo ti imamo zdaj ruža na pošto. Ko pozabiš, moraš rešavati probleme, kaj ti ja, tako je. Ja. No, za novo leto te je Andreja zaprosil, ne? Ja, res je. In to pod Eifflovim stolpom. Da. To je romantikon. Ja. Allora, vprašanje se glasi, ženske vedno imamo oni 6. čut užgan in moški slabo skrivajo stvari. Si vedela, da te bo zaprosil? Ne, in sploh nisem vedela, jaz sem bila totalno šokirana. Zaradi tega, ker on je, to je bilo okoli pol enih zjutraj, sva šla, najprej sva pač spila šampanjec in vse, in pol je on kar naenkrat dal telefon eni neznanki. Sem rekla, zakaj daješ ti neznanki telefon? Še midva skozi sama delala selfie, ne, v bistvu. Skozi jih sama delala. Zakaj moš ti njej dati, da naj jo slika? Meni je bilo to malo sumljivo. In itak je dal telefon zato, da je pač ona snemala to zasnobitev. Si se spotil, ne? Tako da v bistvu jaz niti v sanjah nisem pričakovala, da me bo zaročil v bistvu. Res, niti v sanjah. Tako da je zelo dobro je skrivil, no res. Kaj lepo. Bravi. Mamma mia. Allora, danes imate res pester dan, mi vam ne bomo dosti kradli več dneva. Allora, prvo zlato in strga BC-ja, potem tortice kavarna Zvon, potem VIP sauna Oasis spa škofije, potem večerje v Rizi Bizi. Kaj vas je največ prepričalo, da ste se prijavili? Večera, saune forši? Tudi. Ja? Torej, kaj se veseliste največ današnjega dneva? Tortice. Pa ja. No, danes pa je z nami tudi Lea Sirk,
ki na mesto na Valentinovo, da poje dragemu doma, bo zapela vama dvema in vsem vam zaljubljencem in verjetno tudi vsem samskim. Izvolili. Hvala. Stisne globoko, kot sila visoko, z neba me v zraku zadržiš. Neznane so misli, na novo dogaja, nameni mi vsaj prvi pogled, da čutim spet. Stisni me k sebi, to mi pomeni, in položi čas v dlan. Da ga zamrznem, svet je predrzen, naj za trenutek stavim občutek sama s teboj. Ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Sva kot eno in pleši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v dvoje vse počet, v dvoje. Ko me objameš, dih mi vzameš, z neba me v zraku zadržiš. Kar je pred nama, je slepa uganka, loviva trenutek, ki naj ostane nama v spomin. V dvoje lepše je živeti in v dvoje lepše je verjeti. Ko se nasmehneš, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Sva kot eno in pleši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v dvoje vse početi, v dvoje. V dvoje. In ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Sva kot eno in pleši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v dvoje vse početi, v dvoje. In ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Sva kot eno in pleši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v dvoje vse početi, v dvoje. Ma, dajmo en aplavz, bravi! Bravo, Lea. Zdaj, kor je na radio, samo rečemo vmes Valentinovo, Radio K, presi gre naslednji komad, ne? Ok, super, ker ta je danes posebna priložnost. Ok. Samo za njiju. Dobro? Ok, made you look, to pomeni, da si morata biti v vseh fazah všeč. Zjutraj, nenamazana, urejena, kakorkoli, tako. Ok, to je samo za ta namen, pa je res hud komad. Ok. I can have my Gucci on, I can wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, but I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Whoa, tell me what you gonna do. Ooh. 'Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn a heat up, gonna make your glasses stream. Whoa,
tell me what you gonna do. Ooh. When I do my walk, I can guarantee a double drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, where's your bop? I can hear my Gucci on. I can wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, but I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm harder when my morning hair's a mess. Even when my hoodie on, but I made you look. Bravi. Allora, še enkrat hvala Lej Sirk, Markotu Hrvatinu, back vokalistkam, seveda Lani in Kristini. In vam, ki organizirate tako lepo stvar. Če ne bi bilo zaljubljenih, tudi mi ne bi imeli kaj organizirati. Tako, pa je prvič vidim špeha zrihtenega. Nikoli v življenju ga nisem videla. In zdaj, ko sem pela tleke vmes, my hoodie on, se spomnim, da je on vedno v trenirki. Ja, sva imela že zjutraj na Valentinovo kreš, ne? Ja. Da ne more biti trenirki in sem mu težila. Nisem zlikana s srajcama, ki sem debel se zlikala na mene, tako da nisem imela nekaj problema s tem. Nauk zgodbe je, ženske, če težimo dovolj, potem nam uspe. Allora, Sašo, Andreja, mi vas želimo, da uživate. Mi vam ne bomo več kradli, upam, da ste se imeli lepo pri nas. Evo, lahko prijeste do mikrofona, da se pozdravimo in da greste uživati ljubezen še naprej danes. Nekaj imate tempo je danes, tempo. Mi da bo itak skozi uživali v ljubezni. Ekola. Jaz se najlepše zahvaljujem za vaše darilo, ker sem bila res vesela, da je najina ljubezen zmagala in jo bomo negovali še naprej. No, dejte, in ko bo naslednji korak, če bo, pa pridite nam pokazati. Ja, ko ne drugo povabite fantočino, vsaj mene, zdaj drugo. Ja, sigurno. Uživajte, lepo se imejte, mi vam želimo eno krasno Valentinovo in nadaljujte tako, kot ste začela. Hvala lepa. Hvala vam. One day I'm gonna break your heart.